Dve temi sem predstavil. Ena bi zadevala zgodovino časa in obravnavo časa, pa glede na to, da nam to najbolje ne gre, bom izpustil, pa se bom orientiral samo na eno temo, glede na to, da časa prav veliko ni. Zdaj, jaz sem bil povabljen v ta panel kot vezni člen med analognim in digitalnim zgodovinopisjem, zato imam tudi edini samo digitalno predlogo. Samo na kratko bi neke svoje observacije v zvezi s tem povedal. Namreč, ko sem se jaz začel pred kar nekaj časa, ko se je pravzaprav Andrej začel s tem ukvarjati kot parlamentarni zgodovinar, tudi z to vrstnim pristopom, metodološkim pristopom, so me številni med vami, ne samo kolegi pri nas, tudi v tujini, spraševali, kaj pa ti bo to, ne, sej vendarle ne moreš s pomočjo računalnika pa interpretirati zgodovine. Lahko si kako pomagaš, ampak celotnega konteksta, vseh virov, pa pravzaprav ti računalnik nikoli ne bo znal smiselno zložiti skupaj. Zdaj, takrat sem se jaz seveda s tem strinjal, zdaj zadnje mesece, ko vidimo, kaj lahko generativna umetna inteligenca naredi, se več ne strinjam, žal mislim, da več ne bo potrebno se s tem ukvarjati, mogoče niti pisati, več pravzaprav ne bo treba, ampak zaenkrat je še treba. Tako da bi vseeno rekel tole. Jaz sem že takrat vendarle trdil, da kot parlamentarni zgodovinari uporabljam, osrednji vir parlamentarnih zgodovinarjev so seveda dobesedni zapisi vsega, kar je bilo povedano v parlamentih in v delovnih telesih parlamenta. Za Andrej je na začetku predstavo od 1990, spravi od Demosove skupščine do lani, se pravi do konca prejšnjega mandata, je bilo povedanih 213 milijonov besed. Tega fizično ni mogoče prebrati. Vemo, kako zgodovinari delamo, vedemo, kako proučujemo politiko, parlament, kako vire kombiniramo, ampak nikoli seveda ne preberemo vsega, ker fizično ni mogoče. Kaj šele, če se lotevamo komparativnih analiz, kaj šele, če skušamo pravzaprav delati nekaj čez daljše časovno obdobje, če skušamo primerjati, ne vem, odločevalski proces v različnih režimih, v različnih obdobjih. Hitro trčimo ob nekaj 100 milijonov besed, s katerimi smo, bom rekel, do pred desetletja ali dveh nazaj, bom rekel, čist dobro shajali, imeli smo svoje metode, svoje pristope, zdaj pa po mojem lahko dodamo ta vrstni pristop, o katerem je bilo danes govora, ki ga jaz še vedno zaenkrat imenujem komplementarni pristop. Ne me zdaj grdo Andrej pogledati, ampak to je sila važnih pristopov, katerih ne moremo zaobiti, ne? Ampak seveda je vedno samo še eden od pristopov, katerega ponavadi še zmerom kombiniramo z drugimi pristopi, z drugimi metodološkimi pristopi in z drugimi, seveda tudi z drugimi viri. Zdaj čisto na kratko, gledajte, samo en primer, mene recimo zanima zelo aplikativna zgodovina, pa decision making process, pravi, kako se odločitve sprejema. Saj veste, včasih zelo dolgotrajno, ne samo zato, ker je postopek odločevalski pač tak, včasih se to zgodi naglo in hitro, zaradi tega, ker se mudi. Mene zelo zanima, zakaj se pa včasih mudi, pa je nekaj možno sprejeti, zakaj pa se včasih nekaj vleče, pa česa ni mogoče narediti. In poznamo iz teorije zgodovinarji, da je zelo pomembno, kako odločevalci, politiki označujejo nek problem, ker oznaka nekega problema seveda opredeljuje njegovo dojemanje in možne rešitve. Če nekaj imenujem, vse poznate, pred 10 leti, ali priložnost ali kriza, ali smo leta 2010 sredi velikih priložnosti ali sredi krize. Če imenuješ kriza, boš reagiral drugače, boš odpiral drugačna vrata, kot če rečeš, da je nekaj priložnost. In če se zdaj vprašamo, kdaj pa nekaj odločevalci imenujejo kot kriza in kaj pomeni, da nekaj imenujejo kot kriza in kaj pravzaprav zgodovina politične rabe krize pomeni v odločevalskem procesu, hitro ugotovimo, da si s temi korpusi in s temi orodji in s temi pristopi, ki so bili danes ilustrirani, lahko vrhunsko pomagamo. Da vsak od vas verjetno, če si zastavi raziskovalno vprašanje, zgodovina krize in kriza v zadnjih 30 letih, vsak od vas si približno predstavljam, kako bi pristopil. Če pa imaš na razpolago SIPARL 3.0, pa seveda lahko pristopiš drugače. Zdaj, številne možnosti je kolega Vojko že nanizal, pa zdaj v detajle, pravzaprav tukaj zares pa ne bi zahajal, ampak Sketch Engine ali pa samo nov Sketch Engine, ki je čisto zastonj, tudi če niste zaposleni na filozofski fakulteti, pa verjemite mi, po mojem je zadosti za 90% naših potreb, vsej prvi fazi, greste na nov Sketch Engine in se lahko, bom rekel, tam dobesedno igrate. Za začetek lahko, bom rekel, samo iščete po frekvenčnih seznamih oziroma iščete, če se kakšna beseda sploh ki pojavi, pa je že to pravzaprav zelo zanimiv podatek, ki lahko odpira
nova raziskovalna vprašanja. V začetku se meni zdelo najbolj pomembno to, da računalnik je izvrgel nekaj, kar odpre drugo perspektivo, kar ti pravzaprav da misliti. Ja, zakaj pa je bilo temu tako? Recimo kriza. Če iščete krizo po korpusu, boste ugotovili, da je bila kriza kdaj zelo pogosto uporabljena. Bi verjetno sami zgodovinarji uganili, ne v času zadnje finančno-gospodarske krize, pa spomnimo se mogoče migrantske krize, pol pa ne vem, jaz se več nisem takrat nobene spomnil, računalnik pa je izdelal frekvenčni seznam, po kateri je recimo izvrgel, da je leta 1991 bila pa beseda kriza zelo, zelo pogosto uporabljena. Ja, seveda si lahko mislimo, zakaj ne in kakšna je bila tista kriza. Če potem te krize kombiniramo z vsemi tistimi metapodatki, ki jih ta korpus vsebuje, se pravi, kateri poslanci jih imenujejo, v katerih obdobjih, v katerih delovnih telesih, katerega spola so, s katerimi besedami se beseda kriza povezuje, se pravi, katere besede se imajo z besedo kriza raje, finančna, pa kriza se žal imata zelo radi, ne? Ampak so pa tudi nekatere relativno presenetljive, ki spet odpirajo nova raziskovalna vprašanja. Ne? Potem lahko ugotovimo na tej podlagi, katera delovna telesa so posamezne krizne situacije bolj podrobno obravnavala in spet dobimo tipični vokabular, mogoče samo iz enega posebnega podkorpusa in na tej podlagi skratka sprašujemo dalje in lahko pridemo do nekaterih pravzaprav sila zanimivih ugotovitev, do katerih jaz mislim vsej, da po navadni poti bodi si ne bi prišli, bodi si jih ne bi bili tako sposobni, tako trdno argumentirati in dokazati. To je en kolega v Nemčiji mi je enkrat malo zavidanjem rekel, ne, edino, kar je prednost te tvoje metode, ker jaz to ne verjamem, je to, da lahko ti matematično pa nekaj dokažeš. Ne, zagotovo pravzaprav mi recimo v 90-ih nismo tako pogosto govorili o krizi kot kasneje. On je recimo skozi dolgoletno branje, študije, časopisov, parlamentarnih zapisnikov prišel do istega spoznanja, ne samo njega lahko vsak zavrne. To je tvoj vtis, ker si pač ti to bral, ne. Jaz pa imam, bom rekel, N je 122.215 proti drugemu N-ju, ne. Se pravi, nas mogoče to približuje naravoslovnim znanostim, kar je nekaterim zgodovinarjem zelo imponira, ne, da mi nismo samo eni bleferi, ki nekaj beremo in interpretiramo. Mimo grede droben komentar k tistemu, ker rabi zgodovine in zgodovinopisja v parlamentu. Zgodovinari, pravniki, pa pozabil sem še, kdo smo zelo pogosto citirani, uporabljeni ravno zaradi tega, ker se na zgodovino in pravo vsak spozna, in vsak do nekega zgodovinarja, nekega pravnika spoznal in se nam skliceval in argumentiral za svoje politične potrebe, nekaj takega. In to tudi recimo je zanimiv podatek, ki nam ga računalnik da. Sem jaz bil prepričan, da se samo na zgodovino pa na pravo vsak pozna, ampak zadnja epidemiološka kriza pa je pokazala, ste videli, da se pa tudi na epidemiologijo, na sintezno biologijo, imunologijo tudi pravzaprav vsak spozna. In tudi v političnem govoru so se številni sklicevali na epidemiološke podatke in jih zlorabljali ravno tako, kot zlorabljajo zgodovinske podatke, ravno zato, kot zlorabljajo, ne vem, odločitve Ustavnega sodišča. Tako da tukaj pravzaprav me veseli po eni strani, da nobena veda na to ni imuna na zlorabo. Smo mislili, da smo zgodovinari, mora biti še najbolj. No, kar pa imam še 1 minuto, ne, tako da bom pa se še dotaknil problematike časa. To je pravzaprav eden izmed najbolj zanimivih fenomenov. Rekel sem na začetku, da bom kratek, ne, v parlamentu ena izmed bolj pogosto uporabljenih fraz bom kratek. Ali pa naj zaključim, najprej Vojko rekel naj zaključim, ne, pa potem vsakdo, ko reče naj zaključim, potem nikoli ne zaključi, ne, in vsakdo, ko reče naj bom kratek, načeloma ni kratek, ne, ampak to nam samo nekaj pove, ne, da je dojemanje časa silno pomembno, da v čem je catch časa, ne, že od 19. stoletja, ne, ko se izgrajuje sodoben politični sistem, pa ko se prestrukturira družba z industrijsko revolucijo, vsi skupaj odkrivamo od takrat do danes, ne, da bom rekel neki politično-sistemski temelji, ne, 19. stoletja, parlamentarna demokracija s tem svojim odločevalskim procesom, ni v skladu z željo po čim večji hitrosti, učinkovitosti, napredku. Se pravi, mi po eni strani si želimo, da bi vsi bili vključujoči, pa vsem mogočem razpravljali, pa sprejemali odločitve čim bolj konsenzualno, po drugi strani pa, če pa začneš ta postopek, pa neka pogajanja, pa takoj slišiš, sej nimate pojma, za kaj gre, saj se mudi, kaj pa čakate, saj vendarle očitno. In prebroditi ta diapazon, se pravi, kako učinkovito uporabljati čas, pa vendarle ohranjati, bom rekel, neko demokratičnost odločevalskega procesa, je sila pomembno. Ampak
po eni strani se lahko tega lotimo spet tako, da analiziramo poslovnike, rabo časa merimo, koliko časa o čem kaj razpravljajo, po drugi strani pa lahko seveda s korpusno-lingvističnimi metodami pa ugotovimo, kako poslanci dojemajo čas, kdaj se jim zdi kaj učinkovito, kdaj se mudi, zakaj se mudi in spet na tej podlagi kaj hitro ugotovimo, da tudi če imaš najbolje domišljen politični sistem z najboljšimi poslovniki, tehnično, bom rekel, najbolj dovršen odločevalski proces, ti nič ne pomaga, če je pač vokabular oziroma če je dojemanje časa takšno, kakršno pač vse po mojem je danes v parlamentu. Vsem se zelo mudi, ampak obenem pa vsi govorijo, da bodo kratki, potem pa govorijo kar tako v 3 dni kot jaz zdaj. Hvala lepa. Vprašanje časa je problematično, ker smo natančno napolnili panel, ampak mislim, da se nam kljub temu ne tako zelo mudi na kavo, da ne bi bil čas še za kakšno vprašanje. In gospa Mihelič. Jaz bi kot prvo na direktorja, vsa predavanja so nasilno zanimiva, to moram pa uvodoma reči. Na kolega Pančurja bi vprašanje dala. Namreč glede tiste piramide, me čisto najnižja faza zanima. Kdo je tisti, ki naredi triažo, kaj bo šlo v digitalizacijo? Kajti skozi vse te stvari, vse stvari ne bojo nikoli digitalizirane, ker se stalno producirajo nove. In to je vprašanje, vidi se iz vsega, kar je bilo izvedeno, da je to nastajalo na vašem inštitutu. Ne? In druge inštituti so tukaj nekako bolj po strani, recimo starejše zgodovine manj vidimo. Skratka, to je eno vprašanje. Drugo je vprašanje statistike. Je zelo pomembno, kaj si v tisto statistiko zadamo za vprašanje. Tukaj ima raziskovalec tisto ključno vlogo. To, kar se zdi njemu pomembno, to bo dal v tisto rubriko, drugih stvari ne bo dal. Potem tretje je na jezikoslovca vprašanje. Namreč, to so bile prvo slovar slovenskega knjižnega jezika je zastarel. In sicer zakaj? Osnova je ta, da gre za knjižni jezik. V njem je baza podatkov narejena na literaturi in zapisih iz starejših časov in zato ne more biti nikoli moderno. To treba modernizirati, če bi želeli. Tukaj tiste stvari, ki so iz parlamenta, so vse seveda na osnovi pisnega gradiva. In tu je pa moja ključna dilema. Namreč se mi zdi nujno, da bi bilo potrebno povezati govorno tehnologijo in pisno tehnologijo. Kajti mene mnogo bolj kot to, kolikrat je omenjen zgodovinar v kakšnem pomenu, me zanima, kako ti ljudje v parlamentu, naši poslanci, govorijo. Tako slabega govora, kot ga ima marsikdo od njih, ne zasledimo nikjer. Kot primer, ne znajo uporabljati nedvojine, ne znajo uporabljati rodilnika pri zanikanju, predvsem pa, da smo spomnili, kdo reče, sploh ne vem, če še kdo reče v drugem sklonu zakona. Vsi rečejo zakon. Recimo, naglašanja so praktično povsod pri marsikomu. Pa ne mislim dialektološko, da govorim, ampak preprosto narobe, ne obvlada jezika. In zato se mi zdi, da tukaj bo enkrat rešena zadeva takrat, ko bomo videli, kako so se ti ljudje dejansko izražali. In zdaj ne vem, ali ta, ki zapisuje te zapisnike, zapiše prav, ali zapiše slovnično. Redigirani so. A so redigirani. To se pravi, da nič več. Hvala. Se bi mogoče kar povezal, ker je glih med prvo pa zadnjo vprašanje oziroma pripomba. Glede na to, da smo za novejšo zgodovino inštituta raziskovalne infrastruktura novejše zgodovine, smo seveda usmerjeni in novejše vire. Tudi 19. pa 20. stoletje naša baza in zelo redko sodelujemo še z raziskovalnimi skupinami, ki so nekoliko starejše gradivo, čeprav je zadeva potem pa zelo podobna. V tem primeru so te digitalne izdaje, ampak to mi tega ne delamo, če dobimo, lahko dajemo, digitaliziramo pa pri nas ne. Pri izbiri virov je pa ravno tako. To je zelo lepi primer tega, da odločimo se za tisto, kar lahko dobimo, avtorske pravice,
kaj je to, koliko toliko zanimivo, da smatramo, da je zanimivo za raziskovalca, kar v tem primeru za parlamentarno smo se pravilno odločili, smo tudi prej nekaj načelno komunicirali s tem variantami. In zakaj tukaj ni posnetkov parlamentarnih govorov, zato tega, ker te posnetke na televiziji jih ima RTV. RTV teh posnetkov ne da. Se pravi, so zdaj v nekem novem raziskovalnem projektu za razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ki se je ravnokar zaključil, tudi vzeli en vzorec teh primerov in so na podlagi tega razvili tehnologijo prepoznavanja govora od teh posnetkov, da potem pride do zapisa, in v takem primeru je seveda dosti bolj natančno vse to skupaj in je možno začeti primerjati v enem od teh naših, tako da bi načeloma se to lahko začelo enkrat povezovati, če dobimo kdaj te vire, da jih lahko sploh dobimo, da jih lahko povežemo. Tako da v tem primeru je praktično, ja, to. Dosti je tisto, kar lahko narediš v tem primeru. Meje je treba poznati, ne? Meje. Dokot je to tisto kredibilno in kaj smo dobili in česa pa ne moramo iz tega dobiti. Tako je. Za poslovno pa odvisno bi. Pa seveda, ja, navsezadnje bi lahko znal povedati, da... Ni za povedati, ne. Zdaj, kar se tiče redakcije, mi poskušamo službo, ki to počne v parlamentu, že dolg časa dobiti podatke, kaj zares oni počnejo, teh podatkov nočejo dati od sebe. Nekaj časa so celo imeli možnost poslanci redigirati zapis, zdaj tega ni več, oziroma ga formalno imajo, ampak zaradi tega, ker dobijo to v elektronski obliki, nihče tega ne počne, dokler so dobili napisane, so popravljali svoje izjave, zdaj tega ne počnejo več. Ampak ja, bomo delali na tem, da ugotovimo vsaj, kaj oni počnejo, da ugotovimo, kateri so tipični posegi, ki so narejeni v tem procesu. Kar se slovarja tiče, se pa najbrž vsi strinjamo, ne, da bi že zdavnaj morali biti novega, da tudi če ima novo letnico, je praktično tak, kot je bil. Ne. Slovar načeloma dela druga inštitucija, to je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, kjer to delajo, vendar še precej po starem. Kljub temu, da uporabljajo korpusne podatke in tako naprej, je sam proces leksikografski nekoliko drugačen kot to, kar počne Center za jezikovne vire in tehnologije na Univerzi v Ljubljani, kjer se pa skozi različne obdelave jezikovnih podatkov v resnici gradi super baza leksikalna, predvsem z avtomatskimi tehnikami. Jaz sem ravno čez vikend delal nekaj zelo zanimivega, to je evalvacija strojno generiranih pomenov, kjer Chat4 za slovenščino generira pomene slovarske boljše kot leksikografi ročno. Na drugi strani pa ne pripravi kvalitetnih korpusnih zgledov, zaradi tega, ker halucinira marsikdaj, ali pa medjezikovno nekaj primerja, pa je zelo razvidno, da gre za zglede, ki niso tipični za naše jezikovno-kulturno okolje, ker pa lahko mi z avtomatskimi tehnikami, ki so bile razvite, torej avtomatskim izvozom dobrih korpusnih zgledov za slovarje, dobimo potem iz naših virov. Še kakšno hitro vprašanje? Eno. Bi povprašala naslednje, tukaj ste predstavili primere zgolj korpusov, ki so v digitalni obliki, se pravi besedila teh sej parlamentarnih so v digitalni obliki, so prepisana, recimo gospa je predstavljala prepis prebivalstva, ravno tako imate eno ogromno skupino ljudi, ki to prenaša v digitalno obliko, kaj boste pa naredili z dokumenti, ki niso v digitalni obliki, ki so recimo pisani verziji, pisani recimo na roke, pa imate kakšno orodje, kako taka besedila prenesti na en zelo enostaven način v digitalni obliki.
To je primer teh PDF-jev, ko sem jih omenil, ko so starejše gradivo in niso že bili v spletno stran pretvorjeni, s katero je bilo dosti lažje dobiti podatke v enkrat sodelovanju čez PDF-ja, zaradi tega, ker tisti PDF-ji so ponavadi potem pa tudi optično pregledani z znaki so, ki je treba upoštevati, da so določene napake. In to so pa zdaj te izzivi, ki je bilo omenjeno za te Kranjski deželni zbor, pa te jugoslovanske iz 30 let, in se bo poskušalo na ta način pridobiti. Dosti težje bo, ampak je pa se poskušamo to. Tretja metoda, če pa je, da so pa kakšni rokopisi, pa zdaj že tudi se čedalje bolj razvijajo programi za prepoznavanje rokopisov. So nekateri celo dosti popularni, pozabil sem ime, kako se mi reče, ampak je pa pravilo, da če imate na primer neke relativno enotne rokopise, pa se 1000 strani, prepišete 100 strani sami in potem računalnik sam algoritem tako naredi, da se toliko nauči tega brati tega rokopisa, da s tem se avtomatično označi 1000. Ni pa še ta zadeva toliko razvita, da bi bilo toliko teh algoritmov in tega. Zadnje so tudi optično poznavanje znakov, ta OCR, ki so ga razvijala te različna podjetja, kot je ARB in podobno. To je zdaj že tehnologija, ki se razvija skozi dobesedno zdaj že desetletja in se še vedno zelo razvija in je tudi rečeno, če imate kakšno zadevo digitalizirano, pa PDF, pa je notri OCR, priporočamo, da to še enkrat naredite čez nekaj časa, zaradi tega, ker bo takrat z novimi programi dosti boljše. Jaz ne, če si pa to, ja bom povedal. V svetu uporabljajo ne tehnologijo za to, uporabljajo ljudi. Iz Zahoda, recimo Nemci, pošiljajo to vrstno transkripcijo v Indijo, kjer Indijci to ročno prepišejo in to bistveno bolj natančno kot katerakoli tehnologija. Če je v prepisu napaka, je v resnici v originalu napaka. V tem primeru je dvojno prepisovanje. Ne prepiše isto besedilo samo ena oseba, ampak dve, lahko tudi tri v najbolj natančnih. In potem takrat, kadar se je zaznana razlika med prepisi, takrat se proba razrešiti, kaj je napačno. Ta zadeva je pa 100% napačna. Če pa to vprašanje najbolj postavite res čez 10 let ponovno in bo verjetno odgovor dosti lepši, kot je bil danes. Hvala vsem skupaj in sledi odmor.